letos pa ne moramo mi mene stvari, ki se je zgodilo med tem, ker nas ni bilo, enostavno ne gre. A veste, o čem govorim? Musar helikopter, kašen musar helikopter. Predsednica, zaradi mene, če 4 sužnji na prestolu prenašajo okrog, boli mene. Govorim seveda o poroki leta. Dahnila sta v sodni da, primer Robert Golob in njegova žena Tina Gaber oziroma gospa Gaber Golob. Robert Golob jih šteje 58, soproga 39, a ko gre za ljubezen, leta niso važna. Poroka leta. A se je kdaj kdo vprašal, zakaj ob poroki pravimo, da nekdo dahne usodni da? Ker če je nekaj usodno, pol ne preživiš, a ni tako. Ona dva sta pa še zmer oba živa, baje. A ste spremljali prenos po televiziji? Ne, se niste mogli. Obred je potekal v strogi tajnosti. Tako tajno je bilo, da niti mladoporočenca nista vedela, s kom se ženita. To so tipali. To ni bila poroka na prvi pogled, to je bila poroka brez pogleda. In kaj točno vemo o sobotnem dogajanju v Strunjanu? Poročni obred je potekal v Strunjanu v Vili Tartini, poročil je ljubljanski župan Zoran Janković. Varnostni ukrepi so bili kar strogi, z droni se ni smelo preveč blizu. Dobro, roko na srce, na Amazonu kupim en hud dron s 5 propelerji pa 4K kvaliteto. A vi res mislite, da mi z njim snemam 60-letnega, ki se igra pravlično poroko? Me pa ne poznate dosti, prijatelji. Jaz bi z dronom snemal sebe, ki sem v bazenu do kolen. Veliko bolj zanimivo. Ok? Dobro, vemo, da se ni smel z droni, vemo, da ni bila povabljena Klakočar Zupančičeva in po metodi dedukcije, ker smo detektivi, vemo, da ni špil Bor Zuljan. Vemo, da jo je poročil Zoran Janković, to je moglo biti zanimivo. A kdo ve, če so obiskovalci dobili slušalke za simultano prevajanje? Da, čas bi se rozžal, če bi ti Gaber Golob. A lahko še enkrat? Da vzameš ti Gaber Golob, da bi bila so razstroje želo, da in da. Če kaj naredim? Če bo kdo kaj povedal, da je proti, da bo pa zavedno moči. Kaj? Prosim za prevod. Dobro, ni bilo prenosa na TV, predvidevamo, da sta oba rekla da ni bilo problema. Oziroma vemo, predsednik vlade je izjavil izjavo za javnost v kamero. Jaz sem srečen. Dajmo prosim en aplavz za mladega Ženina. Zaljubljenega Ženina, ki je srečen. Jaz sem bil nazadnje tako srečen, ker so na Živ žavu v nedeljo zjutraj na TV zavrteli ne eno, ampak 2 epizodi He-Mana. Ja, imam moč! Isti nasmeh sem imel na obrazu, kot je Golob. Isti nasmeh sem imel. Kaj se je dogajalo pa med tem po državi? Za pot iz Kopra v Ljubljano so vozniki porabili več kot 2 uri. Zaradi nesreče tovornjakov pred predorom Debeli hrib pa je bila zaprta Dolenjska avtocesta, zastoj pa je segal vse do Grosuplja. Ja. Ok, ja, pač. A je to pomembno? Ne. Ni pomembno. Kaj pa je pomembno? Da? Jaz sem srečen. To je pomembno. To je pomembno. Kolona je kolona. Enkrat se bo že razrečila, pa zginila. Ampak on bo pa za zmeraj srečen. Sreča traja, kolona manj. Kaj se je med tem še dogajalo med tem, ko se je prvi minister v Strunjanu veselil? Skoraj 6 let do specialista in 6 let agonije za paciente, ki morajo na specialistični zobozdravstveni poseg v Mariboru po novem, verjeli ali ne, čakati vse do oddaljenega leta 2031. Ja, in? Jaz sem srečen. Čakalna vrsta bo po 6 letih zginila. On bo pa že zmer srečen. Tina verjetno manj, on pa. A še kaj mogoče?
Hrana skupaj z brezalkoholnimi pijačami se je podražila za 7,6% in k medletni inflaciji prispevala 1,4 odstotne točke. Sledijo podražitve oblačil in obutve za 6,9%, k medletni inflaciji so prispevale 0,4 odstotne točke. Ja, ampak Jaz sem srečen. cene bo enkrat padle, on bo pa še zmer srečen. Neč, pustimo ga. Nej bo srečen, ja. Hvala lepa. Moramo pa na tej točki obdelati eno resno temo in sicer prejšnji teden je na Bledu potekal BSF, Bled Strategic Forum. Drugač nisem kiksnil, ampak okej. Na katerem je blestela predsednica republike z izjemnim in povezovalnim govorom, v katerem je povedala veliko besed. Predsednica je bila zgrožena, da je veliko ljudi v dvorani ni ploskalo. Na podoben način, kot sem jaz zgrožen, če imamo slabo gledanost. Mislim, ko si drznete ljudje, iz spoštovanja bila gledali našo oddajo. Cel teden se matram z našo čistilko, da jo napišem. So pa mnogi njen govor označili kot cringe oziroma mogoče celo preveč patetičen. Zdaj, mislila je biti poetična, bila je pa patetična. Del njenega govora je spremljala tragična glasbena podlaga orkestra v živo. Ladies and gentlemen, as leaders, we shape the future, a path towards democracy, prosperity and peace, or a spiral into fear, crisis and war. This is our moment to choose the side of history we will stand on. Billions, ladies and gentlemen, billions depend on our choice. Kaj naj si človek misli? Chaplin je v Velikem diktatorju imel govor v tišini, sem to rekel. A vam je bil všeč govor? Ne, mislim, čeprav tega govora še papež ne povedal. Kaj pa soundtrack, muzika? Ne, kaj bi se zmotil? Izbira muzika ali napačno umeščena muzika? Muzika sama pravite. Se pravi, če je bila drugačna, bi vam bila všeč. A pravimo še z eno drugo? Dajmo. This will only be possible if we believe in Europe as an economic and political project that everyone understands and supports. In such a Europe, we will not question democracy as a way of life. We will take the single market seriously. We will care for the poor, the elderly and the vulnerable. And we will know how to fight for our interests as Europeans. Meni je bolj všeč. Meni je bolj všeč. Ne vem. Bolj čustven je, jaz sem čustven človek. Pride bolj do izraza. A vemo kaj, če je bil predsednik vlade srečen z izborom glasbe? Jaz sem srečen. Hej, to je najbolj važno, da je on srečen. Če je srečen on, smo srečni mi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.